Slačilnica, Večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v še eni epizodi rahlo neurotičnega večerovega podcasta Slačilnica. Vemo, da nas obvljujete, ampak danes nas boste še malce bolj, seveda. Z nami je izjemen glasbenik, izjemen dedič ene izjemne glasbene in kulturne dediščine. Saša Avsenik, dobrodošel v moji skromni roza dnevni sobi. Pozdravljeni, živijo. Zahodno te, da glasbenik, ki v meni prebuja emoprojemnik in obe jožici hkrati. Hvala za ta glasbeni navdih. Dihaš, si živ v decembru, za glasbenik je kar intenziven mesec. Ja, mislil sem, da ko si glasbenik, to je intenzivno. Rekord smo imeli 27 nastopov v decembru, se pravi v enem mesecu. To si lahko predstavljate, da so bili zaključki za firme, pa da smo imeli neke novoletne te trge, da smo obiskovali in je bila res tako maratonska varianta. Zdaj imam pa v bistvu dve hčerki, sta stari 4 pa 6, je pa spet drugače opažaš, ker je pa treba na ta rojsten dan, na tole zabavo, to tako da poleg ansambla so še novi dogodki se pojavili v koledarju. A že najemate klovne, ste v tej fazi starševstva? Vse imata mene, kaj bomo klovne najemali. Dišiš po Halo Tivoli, da je to fulno dobra formulacija, ampak prinesel si še ta triumfalni duh Halo Tivoli, ki ste jo pred nekaj dnevi napolnili do zadnjega kotička in Avsenikova glasba se je po, mislim, da več kot 40 letih vrnila v to legendarno Halo, kar malce je trajalo. A je to tudi zate ena prelomnica, en menik karierni, osebni? Ja, veliko stvari se trenutno dogaja, ki jih jaz nikoli ne bi pričakoval kot otrok. Imel sem željo kot ljubitelj Avsenikove glasbe obleči nošo, zagreti nekaj na harmoniko, imeti ansambel. Potem se pa v bistvu začeli dogajati klici, ljudje so nas na vse konce vabili, začeli smo dobivati izkušnje pač na koncertnih odrih, na veselicah. In lahko rečem, da smo veliko napak naredili v preteklosti, tako kot nekateri glasbeniki so mogli ugotoviti, ki imajo mejo z alkoholom, naučiti smo se mogli, kaj pomeni najeti profesionalnega zvočevalca ali pa nekaj sami miksati gor na odru pa tako. Tako da čez veliko teh stvari smo šli, veliko me je prehranil Strata Slavko in da bom napisal skladbo recimo ena Boha za pomoč, ki bo hit, pa da bomo razprodali Križanke, potem dvakrat Cankar, pa da bomo šli delati Tivoli, meni je bilo to tako vse malo preveč vizionarsko, ampak band so v to verjeli, jaz pač to rad delam in smo rekli, mogoče smo pa zdaj res zreli, da gremo v orkester, v zbor, pa da na plakatu v bistvu nič drugega ne napišemo, kar pa ansambel Saša Avsenika za zimsko pravljico. In ljudje so to sprejeli kot neko družinsko zgodbo, ki traja 71 let, moja trenutno 15 let, da imam to baklo v rokah, če se tako izrazim. In ljudje so si želeli, mi smo si želeli in ta čustva na odru so bila res nepopisna, ker je nek zvok, ki so ga mogoče v 90-ih, pa tam 2000 že malo odpisali, pa da gre v muzej, dejansko zelo prisotno živi, kot kar neka rock glasba, pa to je to ena zvrst, ki enostavno mislim, da jo ni več mogoče zbrisati v Sloveniji. Kaj je bil zate najbolj intenziven trenutek večera? Po mojem je bilo kar nekaj, ne? Najbolj intenziven zagotovo pa zadnji komad, Zvezda na nebu, zaradi tega, ker to je skladba, ki imamo mi ponovadi ob božični smrekci za Božič, si vošmo, to je v bistvu Zvezda na nebu žare. In dojemal sem malo kot družino, zmer sem kot otrok poslušal posnetek od starega očeta, da sem imel pa v bistvu dvorano, kjer je on bil zmagoval noter za svojo ekipo pred 4000 ljudmi, orkester, zbor in lepše te skladbe v bistvu nisem mogel podoživeti, zdaj so bili najlepši spomini ti družinski, pa tako, ampak zdaj bom pa v ta mozaik spominov dodal še poln Tivoli, ki je užival v teh zvezdah. Čudovito. No, bi bil jaz Mariborčan, če ne bi zastrigal z ušesi, ko so menili, da morate glasbeniki najti svojo mejo z alkoholom. Kaj to pomeni, oziroma, a ste jo našli? Jaz ful zaupam v svoje člane, pač do tiste mere, ki vidim, da funkcionirajo in pa ne zdaj ni tako, da moraš iti na oder 0-0, ampak vsak zase ve. In jaz sem dobil za sabo popotnico, da ko grem na oder, ne dam ljudem 100% in jaz vem, da funkcioniram z 0-0 na 100%. Kakšen član pa recimo ga sprosti eno pivo ali pa en špricer in jaz zdaj nisem tisti diktator, da rekel, ne, tako je zate najboljš, ampak če ti veš, da tako funkcioniraš, naredi, da se boš dobro počutil, če po tvoji filozofiji ne bo šlo čez, bo pa moja porabila. Nasekate Viljamo Borovnička ali igrate beer ponga za koalicijo? Ne, sploh ne, recimo, če bi zdaj bil nek Tivoli ali pa kaj tasga, ni variante, so pa kakšne privatke, rojstni dnevi, poroke,
se pa tudi nekako nočeš zdaj izpadati, da si ti zdaj nekaj izoliran, pa da nisi družaben, pa tako. In če se poveseliš, lik to je ta meja, ki sem pa rekel, popiješ 2 kratka in špricer in funkcioniraš, ni problema. In si mehkejši, a ne? Si nasmejan. In misliš, da super špilaš in več ne slišiš toliko natančen in muska postane krasna. In si eno za to muziko, ne? Družina Avsenik ni znana po tem, da bi javnost pošiljala zelo dramatična sporočila, pa vendarle je bilo treba nekaj povedati v zadnjih dneh. Oglasil si se na družbenih omrežjih in povedal, da so te načele nevrološke težave, ki so prizadele tvojo desno roko. A si dolgo okleval? Vendar ne gre za zelo osebno stvar, ki bi se pa najbrž slejko prej opazila. Ja, jaz sem se od maja začel s tem soočati, ampak dolg časa nisem vedel, kaj je. Na UKC v Ljubljani so mi potem to prvič poimenovali, da bi znali to biti. Bi mi pa predlagali, da naredim še kakšne teste, preglede in vprašal sem, glede na to, da sem glasbenik, če je kakšen specialist, in so rekli, nič ni narobe, če se greste pokazati v Hanover. Tako da sem bil začetek novembra gor in so mi diagnosticirali fokalno distonijo, točno tako, kot si rekel. In zdaj mi smo imeli željo, tako kot je bila tradicija pri Avsenikih, da se ne odpoveduje, da se ne golfa s plepkam, nekako sem dobil zgled, da se zmeraj naredi najboljše, kar se lahko. Sploh pa nisem imel želje, da bi ljudje, ki bi ven s Tivolija šli, da bi v Tivoli bil drug harmonikar, je bil, kva se Saša tam dogaja, kva delajo, kva je narobe. Smo rekli, ne, dajmo mi to informacijo ven, ljudje si zaslužijo pač vedeti. Meni je lažje zaradi tega, ker me ne bo zdaj vsak spraševal na vsakem vogalu, kva se dogaja. Jaz sem dejansko 3 mesece igral na 3 prste na moji desni roki, tako ker tva nista hotela več ubogati. In slabšalo se je to stanje, tako da nekako nisem videl izhoda, da bi lahko sam Tivoli odšpilo, ni bilo variante. Odpovedati pa nismo hoteli in zdaj so se te odločitve prav pokazale, ker smo se in jaz in publika vsem veselili. Torej do konca ena iskrenost in profesionalnost. Kako si pa opazil, da se pa nekaj dogaja z roko? To kaj, to mrtviči ali? Nimam nobene bolečine pa nič, ampak ko sem recimo igral Tanker Murkec v to, sem opazil, takrat naenkrat, da mi je vse težje postalo. Se pravi, prvo mogel sem se skoncentrirati, kaj delam za 4. prstom. Tega ponovadi ni bilo, vse bilo tako podzavestno naštudiran. 1000krat sem že zaigral ta komad. In potem smo imeli pa koncert junija v Sežani. In enako, ker ponovadi sploh ni bilo problema, ga nisem mogel prijeti. Ni šlo, v glavi sem vedel tipke eno za drugo, pač vedel vse, ampak ni šlo in je bil šok. In sem takrat začel pa kompromise iskati, sem igral na 3 prste, ker sem vedel, da zdaj ne moram iti dol z odra pa iskati, v čem je težava, ampak na odru spod rešiti, kar se rešiti da. In pa sem mislil, ok, malo sem prekurjen, da bom šel zdaj na fizioterapije, pa na preglede, eno in drugo. In nekaj časa je trajalo, vsi so rekli, zdravniki pa to, mogoče si malo pauze vzem, živčne poti so v redu, EMG smo naredili, se pravi, hitrosti živcev, ok, normalne, nobenih bolečin, nobenih mravljincev, ni hernija, pa tako, niso vteščeni živci. Ni kap, ne nazadnje. Ne nazadnje, tako da se rekel, moja mreža možganska pošilja v roko trenutno preveč informacij in se prsti ne znajo odločiti, kjer je ponucati, kjer je uporabiti. In jaz recimo zdaj na počas lahko čisto vse primem, ker pa hočem nekaj v tem tempu, kar rabim na odru, v tej hitrosti, se mi pa 2 prsta pokrčta, kazalce stegne in v bistvu se dogajajo nezaželeni gibi, tako da nisem pa mogel zdaj reči, zdaj pa tega komada ne bomo, pa tega ne bomo, pa tega, ker v končni fazi trenutno bi lahko lihal 3 komade na pol zaigral, tega pa tudi nočem, da bi zdaj nekaj paro olimpijsko disciplino z tega naredil, ne. Tako da smo rekli, naredimo najboljš, enega harmonikarja na oder, govoriti znam, ljudi bom pelal skozi spremno besedo na tem koncertu, dal mojo osebno to družinsko noto zraven, malo humorja in v Tivoliju je pač bila potrditev, da je bilo tako ok. Si pa posledično še en talent svoj odkril, ne? Moderatorski, voditeljski. Ja, sem skozi že povezal tudi s harmoniko, ampak sem bil na pol z glavo po tem, kaj moram igrati, pa kaj moram povedati, zdaj se pa dejansko lahko čist prostim in govorim na odru. Kakšna je prognoza? To je zelo različno od človeka do človeka. Eni recimo, zdaj nočem biti črnogled, ampak eni tega nikoli ne pozdravijo, ker enostavno zgubijo voljo, ker je to dolgotrajen proces. Najbolj efektivno je, sem rekel, pač počas vaditi, zaradi tega, da možgani spet dobijo zaupanje, ne da je nekaj narobe, ker tukaj je veliko povezan tudi s čustvi. Vsakeč, kad dam roko gor, imam v spominu, to mi je šlo, zdaj mi pa ne gre in se hitro lahko zafrustriraš.
Jaz sem pa zelo v bistvu se na kakšen drug inštrument še upisal, jutri začnem z enim, ampak ne smem povedati, kjermu, če mi ne bo šlo, da ne boste preveč pričakovali. Najbrž niso, ne? Ne. Tudi bi lahko, ne? Ampak rad bi možgane prelisičil, ne da hodim po spominih, to pa to mi ne gre, ampak da se nove stvari začnem učiti, pa da imamo možgane nahecam. Učim se, ne pa da se regeneriram. Spoznavaš zdaj sebe, ne? V novi luči, kako ta stroj tu noter deluje zmešano in nepredvidljivo. Zaenkrat gledam pozitivno na to. Nisi pa edini v tvoji družini, ki se soočijo z zdravstvenimi, nevrološkimi težavami. Ne? Tu spomnimo se, da je karijera tvojega dedka pravzaprav v veliki meri v končni fazi so zaznamovale težave s hrbtenico, se spomnim. Ne? On je s hrbtenico, njegov brat, se pravi moj star stric Vilko, ima pa pisateljski krč, reče se mu tudi grafičen spazem, in ansambl bratov Avsenik sta bila zmer dva brata, ne, v ansamblu od začetka. Brat je igral klarinet, tega mogoče danes vsi ne vejo, ampak je mogel nehati, ker ni več mogel niti tipk pritisniti. In to je bila spet za ansambl takrat vsem tudi dobra stvar, ker on potem doma ostal in je note pisal. Tako da Ata Slavko je pošiljal iz tujine, kjerkoli so že gostovali, kasete, na katere je posnel ideje. Brat je pa pripravil note za ansambl, ki so prišli recimo s turneje domov, so šli kar v studio in so lahko šli plato snemati. To pa ne bilo mogoče, če bi bila oba dva skozi na poti. Res je. Jaz sem grozno neugoden, pozabil sem ti predstaviti najno družabnico, to je moja zajčica Rozi. Veljako sicer za čustveno oporo, tako da če te kadarkoli med intervjujem, malo se stisne, ampak pravijo pa, da je tudi zdravilni zajec, tako da mogoče malo roko položiš na drugo. Ja. Položi, evo, in zdaj te Rozi zdrav. Lej, vse pravimo, samo da bi pomagali. To mojem deluje. Da se vrneva, malo se, da te odrešim, zajtlje, da se vrneva glasbi. In da se kar božali, kar rabljena. Zvelana je, pokana je ta zajac v bistvu. Že kar silka, ni več Rozi tam zad. Zdaj pa manj počila, še malo bo, kaj pomeni, da je potegnila iz tebe, a veš? Vse deluje. Deluje. Torej, harmonika v Hali Tivoli, Avsenikova harmonika je zazvonila po 40 letih, ampak jaz se spomnim, da je harmonika v Tivoliju pa pravzaprav že odmevala skozi leta. Bil sem na enem, če sem zdaj malce jedek, na enem Cecinem koncertu, ki je bilo kar nekaj harmonike. A ti, glede na to, kdo si in odkot prihajaš, a ti gre morda malce na živce, kadar se Slovenci navdušujejo nad harmoniko, ki ne zveni alpsko? Ne, zaradi tega, ker nisem bil tako vzgojen, a ne. Jaz sem zdaj rekel, čist iz glasbenega vidika. Biti na kavču z starim Atom Slavkom je bilo zanimivo, se ljudje sploh ne znajo predstavljati. Včasih smo gledali Golico, pa Veseljak, pa te televizije, ki so domačo muziko pač kazale. Sem ga pa tudi zalotil, da je gledal Pink TV. Ampak, a veste zakaj? Zaradi tega, ker je njega fasciniralo, ker je to čisto drugačna tehnika. Treba je povedati, da on je bil takrat v Jugoslaviji, v vojski, v Makedoniji, in se je srečaval z temi glasbeniki, in njega je to pač fasciniralo. In jaz mislim, da tukaj glasbenik ne sme biti preveč ozek. Jaz, ko sem prišel v glasbeno šolo, sem imel ozko pač eno osebo, ne učitelj na mojega, ampak tisti, ki je takrat sistem določal, ni dovoljeval, da se Avsenik igra v glasbeni šoli. Je bilo prepovedan. A ne, se pravi, to je bila zame neka ozkost, ker jaz sem sprejel, lestvice moram igrati, etide moram igrati, repertoar moram širiti, pa svoje znanje, nisem bil omejen, ampak želel sem si pa nekaj, ki bi se zbral, da bi imel motivacijo, in tega mi glasbena šola takrat ni omogočala, pa če se za neko zaradi ene osebe je tako bilo, ali pa je bil tak sistem. In pa Atu Slavku, to mi je bila pa ta širina všeč, da sva lahko skupaj poslušala Beatle, Abo, jaz sem mu lahko pokazal, leto pa danes tam mladi poslušamo, on je pa meni dal Pink TV, pa je rekel, polej, kaj te li s prsti delajo, te harmonikari, ko to restaurajo, ne, se pravi, spoštovanje do če rečem zdaj po angliško, do skillsa oziroma zmogljivosti od drugih, to iščemo mi pri nas. Si pa težko predstavljam Daro Bubamaro, vajni dnevni sobi. Imensko sploh ne poznam, ampak se je zgodil liho Mariboru, da smo bili mi pred skupino z Urjem Zrnesem njih Ceci. In takrat, kar nas je najbolj zabolel, je bilo mogoče, da so ne pripravili šotor z garderobo, da so rdeč tepih, da je bilo in sploh z Mercedesi pripeljala, ne, pač papež je prišel, smo se počutili, nas so pa rekli, tle morate hoditi, imate sicer kilometer, tole harmoniko ste že nesel tja, in Zrnec rekel, ne gremo na oder. Dokler ne bo gledal avtodom Prikojca, poln hladilnik, mi gremo na oder, in sem za nas postavil. Mi smo bili mladi, smo bili veseli sami, da smo bili zraven. Ampak tako je približno to izgledalo. Ampak ne bom rekel, da so bili slovenski organizatorji krivi, ne bom na nobenega sprta kazal, samo pogoje so pa bolj znali južni sosedje postaviti.
Bil sem na tem koncertu in se spomnim vašega prihoda in pa zato niste pa poželi nič kaj manjšega odziva od Cece v končni fazi. Ne, zaradi tega, ker pravim, nismo imeli nobenega zaničljivega odnosa do njene publike ali kakorkoli, ko smo gor prišli celo, mi smo imamo radi, a ne, in tako, jaz sem poročen Štajerko, tako da sem rekel, Marijo, bom šampinjon, ki sem ga prišel, a ne. A sem spet rekel šampinjon, ne, to sem Zelo še grobe. Dovolj že nam to mešal, ker zrnec je tako norce delal, ker ne, a sem rekel šampinjon ali šampinjon, ja, brez veze, zlata mi. Ti si enih 7 let mlajši od mene, ampak se še pa manj spomniš tega nenavadnega obdobja v zgodovini Slovenije, ko je v bistvu za najbolj sprejemljivo obliko slovenske glasbe veljala pa zapravo rock glasba, ko je slovenska narodna zabavna glasba veljala, se veš, ne, veliko pridevnikov je bilo od goveje do kmetavzarske, do ne vem kaj vse, ampak nekje vmes pa se je zdaj zgodil en zanimiv preobrat, pa ne vem točno kdaj. To glasbo zdaj predvajajo na večini zabav z mladimi, na žurkah, v študentskih domovih, ne nazadnje. Kaj misliš, kje se je zasukalo? Jaz mislim, da rad uporabljam besedo mozaik, a ne, se pravi, Avsenikova glasba je prisotna 71 let in je bila v nekem porastu in tudi rock glasba v končni fazi, tudi to rad primerjam, jaz sem fan od Beatlov, vmes je prišla potem ABBA z diskom, pa so bili Američani, ki so imeli drugačno glasbo, potem moja generacija so največ poslušali hip-hop, pa rap glasbo, sem imel takrat malo slušalke, ker sem rekel, ok, to dvakrat, trikrat slišam, pa ni toliko bilo melodije, ni bilo toliko moja zvrst. In ker hočem povedati, potem se pa rock glasba spet vrne z Måneskin na Euroviziji zmaga, se pravi, skozi so malo ta valovanja in pri narodno zabavni, ja, do 70. leta so bili Avseniki sigurno na vrhuncu povsod, potem je ta televizija prišla, v Nemčiji so imeli šlager, oni so bili po imenu na vrhuncu, ampak je pa ta cela zgodba začela malo padati, ker so ljudje enostavno tega imeli, a ne, druga generacija je prišla, disko generacija od mojih staršev, zdaj pa mladi, bi jaz rekel, Atomi Harmonik so pripeljali v šotore spet harmoniko, diskoteke niso bile več tako popularne, kot pa šotorske veselice, zvolili so se moči Modrijanov s tem povezovanjem raznih glasbenikov, razne te televizijske oddaje in jaz zelo veliko plusov dam tudi Blažu Švabu z oddajo Petek zvečer, ker si v eni oddaji imel recimo Nino Pušlar, Jana Plestenjaka, Magnifika, narodno zabavne ansamble. In kaj je od tega pač, oziroma kaj je od tega plus? Plus je to, da danes mladi grejo na YouTube, zberejo eno skladbo, ki jim je všeč, potem jih je avtomatsko po drugih slovenskih glasbenikih pelali in nismo se več pogovarjali, taj pa pop, taj pa rock, ampak smo se pogovarjali o slovenski glasbi. A ne, in mene ni bolelo, še celo rad sem šel na oder z drugimi temi znanimi slovenskimi glasbeniki, samo da smo imeli isto željo, da nismo se šli neke politizacije, ampak da smo se šli v želji, da imamo v slovenski publiki dobro vsebino. Se je pa harmonika v naše življenje na sceno pa zapravo vrnila v eni seksualizirani verziji, ne, z Atomi Harmoniki vse je bilo tako že malo naporno skoraj, ne, a misliš, da je potrebovala to, ta malce dvoumja? Jaz bom tako rekel, Atova glasba, ne, od se pravi bratov Avsenik, se je začela kot plesna glasba v gostilni in zaradi tega so samo igrali polke pa valčke, ker ljudje takrat drugega niso znali plesati. In kljub temu, da ima Avsenik komad, kot je recimo Tanker Murkica, to Slovenija od lepote tvoje, je tudi noter bilo nekaj teh koširjevih, smešnih, pa do reče, to je bilo pa neumno, ampak probali smo zmeraj delati ali pa bili naučeni, da probamo različne ljudi navdušati, a ne, eni pridejo zaradi glasbe, eni pridejo zaradi gledanja in mene so enkrat na RTV vprašali, kaj pa rečeš na danes, ko so tako neumna besedila pri določenih pesmih, ne, in bom rekel, ja, sam so za drug namen narejene, te skladbe niso narejene za koncert ali pa za televizijo, ampak da ti nekam prideš in se v trenutku lahko povežeš tam 100 ali pa 1000 plesočimi ljudmi, ki se morajo v bistvu samo 3 besede zapomniti in jih ponavljati. In danes pač žal so nekateri hiti narejeni na podlagi 3 besed ali pa 3 stavkov, ki jih vsi ponavljajo, ampak spet imajo čisto drugo funkcijo, ker povezujejo ljudi. In zdaj, aj potreben ni, to je vse po mojem stvar okusa, ne. Je pa dejstvo, da v šoli, takrat, ko sem jaz bil, je bilo TV Dober dan, pa Eminem, pa Atomi Harmonik, to mi je pa ratalo. Veliko je mladih ansamblov nasploh, ustvarja se po mojem več glasbe kot kadarkoli v zgodovini. Če poslušam slovensko narodno zabavno glasbo, pa mogoče to sploh zmeraj ni, meni se zdi, da v zadnjem času vse zveni zelo avstrijsko, vse je tak en après-ski zvok.
Opažaš to, ali se sam meni zdi? Ne, tudi tukaj vem, zakaj do tega prihaja. Radijske postaje imajo danes razne te, bom rekel, istočnice. Mi smo, bom rekel, narodno-zabavni radio, pa slovenski radio, mi smo komercialni radio, mi smo anglo-amerikanski, ki pač tako vrtimo. In radijske postaje v bistvu rečejo, mi pa nočemo imeti čist samo narodno-zabavnega sounda, ker nas to preveč dela podeželski radio, tega ne bomo vrteli. Če ste pa da zraven boban, pa ima neko električno kitaro, vas bomo pa tudi na komercialnih radijih rajš zavrtela. Se pravi, gre v bistvu predvsem za prilagajanje se teh novih ansamblov, ki si sicer želijo biti tradicionalni, ampak tudi, da jih nekdo zavrti, ker konec koncev, zdaj, če en nov ansambl se tukaj sestavil, pa naredijo skladbe, pa ne vem, besedilo dajo gor, jaz mislim, da 90% radijev, če ne 95% radijev, jih ne bo vrtel. Čim bojo pa nekaj naredili, da bo že malo bolj komercialen zvok, pa te 3 besede, ki se rekel, da se ponavljajo, pa da je na koncu celo neumnost, ampak je pa za radio spremljiv, ker gre v uho, je pa tukaj malo mogoče zadje, da do tega pride. Ena mala diktatura Airplaya, ne? Ja, se na koncu vsak zase lahko zbere, ampak jaz tukaj tudi vidim, da smo imeli izkušnjavo, dajmo no še dol, dajmo boben zraven in na neki točki sem rekel, da tudi če nimamo komercialno zdaj full publike, pa da bi bili vsem všečni, imamo hrbtenico, bodimo hvaležni, da smo eno tradicijo dobili. Lahko bi se odločili, pa bi rekli od začetka, ne, mi bomo šli pač, pa bomo čist nekaj novega se spomnili. Čim smo pa mi dali harmoniko gor, pa tako pripravljam, ker da bi zdaj Milka čokolada zamenjal vijolično etiketo za zeleno, pa te glaven okus pa ni več čokolada, ampak pa delajo po to novem, ne vem, nekaj čist X. Ja. Top pevca ste pripeljali v ansambl. Kaj pa je bil Alfi prej, ne? Popevkar iz Gorska storije. Tako da dejansko delati z najboljšimi ljudmi je velik privilegij in smo bili srečni, ko se je zgodila korona, da je tudi kaj dobrega pripeljala, se pravi to sodelovanje z Lukom ne bi bilo, mi bi bili na poti na turnejah, on bi bil pri proparjih, tako pa v bistvu je odprl tudi, rekel, malo interes za narodno-zabavno smer za nas in še ne pozdravljamo, da on tudi pop snema, zelo so risenko ven dal Levi kralj, bo on dal glas Mufasi, tako da jaz mislim, da je super, da ni vsak dan dunajski zrezek, ampak da je pestro, a ne na mizi, tako pa tudi za moje glasbenike, jaz pač sem res tisti trtavsenik, ker to je moje življenje, to je moj način življenja, moja družina. Od fantov pa tega nočem pričakovati, ne bojo to nekaj, kakor jim paše in publika tudi malo pokaže, dokaj morajo biti, dokaj so okviri. Sami zase pa prav, da živijo svoje življenje, ker vsak ima tudi svoje sanje. Če se malo želek, tistih več tisoč fanov skupine Propar bo že prebolela, ne? Super so, tudi jaz sem fan bil od Propar oziroma sem, ne? Res? Mislim, rad bi jo videl, komad smo ga na morju skozi vrtel, še vedno mislim, da bo Luka kdaj, kaj mi je presenetil, kaj pa šel na naš koncert, kaj ga je povabil Anže Langos, Petrovič Dagi, in ko sem ga videl, pač sem si rekel, wow, super glas, tudi muska kvaliteta, ne, in se pravim, jaz sem tam videl pri Proparjih, neverjetna produkcija, Lukov glas, super glasbeniki, tako da imam velik respekt in ga tudi spodbujam, rečem, še kaj naredite, ker bogatite slovenski glasbeni prostor. Meni se zmeraj zdaj zelo kvalitetni, dobri, pa malo spregledani. Veš, tako kar ustvarjali smo, da so pluli tako malo mimo vsega, se mi zdi, mimo ušes. To je spet ta radijska zgodba malo oziroma medijska, ne? Ker oni so imeli za moj okus res vrhunsko glasbo, na neki točki pa Luka potem tudi povedal, ko so pa šli igrati kakšen nastop, so pa tudi mogli v Dolini Tihi, pa Ribančana, pa so inštrumente zamenjali, tako da mu ni bilo to čistuje, je rekel, Proparji so na za poroko, je rekel, mi ne moramo 5 ur pop igrati, in so poprijeli tudi za drugo sceno. Zakaj misliš, da nekaj, kar izvira iz naroda samega, v vse svoje iskrenosti, pristnosti, na neki točki postane neugledno, nezaželjeno? Zdaj se malo vračava spet v tisto obdobje še iz mojega otroštva. Kdo nam je takrat tako pravzaprav uprav glave? Težko rečem, ampak jaz se spomnim, da včasih je bilo več teh trendov, ko je ena sošolka prišla v zvonc, hlačah, jih je bilo kar naenkrat ful več, pa ko je bila emo frizura, pa je bilo to spet en tak trend. Danes se mi pa zdi, da je skozi internet pa skozi globalizacijo vse malo bolj spremljivo, v smislu,
da sploh ni več trendov. Jaz lahko zdaj pridem z starinskim kavčkom, pa bo to normalen, zato ker bo pa prišel, ne vem, za ta trend bo prišel spet v 70-ih v stilu. Tudi pri pohiščih vidim, ne, prodajajo recimo danes hiše, te trgovine, te velike pohištva, ki se vračajo neke te retro, polčala z debelimi okvirji. Tako da se mi zdi, da v tem hipu, ki ga zdaj živimo, ni nekega trenda, da bi rekel, to je pa nov, to je pa zdaj nekaj čist novega, ampak roko na srce ta retro prihaja. Bruno Mars je za mene malo reinkarnacija Michael Jacksona, pa malo Ray Charlesa, pa tako, ne. Bruno Mars v resnici ni novega sounda za mene pripeljal, ampak je v bistvu živel pop iz 80-ih let na svoj način. Tako, skozi to razmišljam, da za narodno zabavno se pa tudi zdaj čaka, kaj bo pa zdaj s tem naprej. A bojo ostali v klasiki, a bojo šli v avstrijski sound, a je to veselica, je to koncert. In je na nas akterjih v bistvu največ, da peljamo eni koncertno, eni pa za zabave. Prej si omenil, da si fan Beatlov. A imaš svoj najljubši komad? Zmeraj se vprašam, a mi je bolj všeč Paul McCartney, a mi je John Lennon, zmeraj se vprašam, a mi je, ne vem, tista plata, ki so bili Love Me Do, pa She Loves You, teh komadov sem največ preposlušal, ali pa All My Loving. Pa na koncu, ko se s hudimi fani pogovarjaš, pa prideš na Sgt. Pepper's ploščo, a ne, da to je bilo pa najbolj, ker so imeli orkester, najbolj zreli so bili. Tako da največ sem siguran, da starih komandov preposlušal. Predvidevam, da si bil v Liverpoolu. Ne še. No, še. Ne. To še čaka sprehod po Penny Lane. To se zelo želim. Zanimivo, da glede na priimek igranja harmonike v vaši družini pravzaprav ni samoumevno. Tvoj oče je pa totalni upornik, izbral kitaro. Ne ni upornik, ampak tako ga je usoda pripeljala, ja. Je bila harmonika pri tebi pravzaprav kadarkoli dilema? Ne, dilema ne, ampak nisem mogoče pričakoval, da je Talkfest s harmoniko povezan, ker sem zraven tudi Beatle igral, pa bobne, in sem imel band, ki sem mu rekel Bounties, in smo bili Beatles cover band. Čokoladica? Ja, to nekako. Ne me vprašal, zakaj 16 let smo bili stari in vse sem me dobro del. Malo kokosa. Ja, ne vem, kaj ima to z Beatli veze, ampak ko je bilo. Pa v srednji šoli smo recimo tudi šli, smo se sestavili s tistimi inštrumenti, ki je kdo kaj igral. Jaz sem delal turistično šolo, tako da nismo bili glasbeniki, ampak smo se z različnih razredov nabrali, naredili en tak band in smo šli igrati šolske proslave, v domu upokojencev, smo šli delati program za starostnike. Tako da z glasbo smo bili zmer povezani in drugi inštrumenti mi niso bili nikoli tuji. Ko se kot avsenik lotiš igranja harmonike, mislim, da moraš biti kar koražen človek, ne? A veš, karkoli počne avsenik, mora biti izvedeno vrhunsko, prostora za napake skoraj da ni. A si se ti pravzaprav zavedal, v kakšne čevlje stopaš takrat 15 let zdaj že nazaj? Več pravzaprav. Ja, najbolj, kar je bilo tako za mene izziv, je bilo, da nisem imel malih odrov, pa garaž, ampak jaz sem pač ta prvi nastop, ki je bil že avsenik zraven, tako da so bila pričakovanja od publike, vsaj jaz sem tako čutil, da nekaj moramo pokazati, ampak ta publika, ki je bila z nami, oni so se najbolj veselili, da sem jaz na oder prišel, da je bila noša pa harmonka, in res lahko priznam, da smo težke začetke imeli, ne, na začetku. Moj prvi nastop je gor na YouTubeu, se vidi, nisem upal publike pogledati, ne. RTV ne snimil, recimo koncert je bil nastop za našega Ata, ki je imel 80. rojsten dan, tako da pritisk, Ata Slavko je noter, televizija je noter, je zdaj kot turističen tehnik s harmoniko stojim pred RTV-jem, na tonski vaji se v vodo od komada nisem spomnil, pa enega sem imel za zaigrati, ne. In pač res stres, in sem šel po na sprehod, sem se zbral, dal vse od sebe in tukaj je v bistvu največja zasluga, da sem tako daleč prišel, je bila publika, ki je bila do mene zmeraj nekako ljubezniva in so mi vse napake oprostili do zdaj. Kdo bi rekel, ja, se pa je imel vse na mizo položeno, a veš, se piše, kot se piše, ne? Ampak je bila pot tvojega ansambla v bistvu težja, kot bi pričakoval? Ne glede na pedigre. Soočamo se z drugačnimi izzivi, ne? Se pravi, mi imamo danes navigacijo, pa imamo mobitel, ampak je veliko več skupin, ansamblov, ene vsebine. Ata Slavko so se pogovarjali, je rekel, mi smo prišli v en kraj in to je pač cel kraj prišel in je prostora posod zmanjkala, ne? Se pravi, so še zunaj pred šotorom, vsaj toliko ljudi bilo, kakor pač noter v šotoru ali po koncertni dvorani. Danes pa je veliko enih oddaj, pa tudi na YouTubeu, pa tako, in moraš res nekaj posebenega narediti, da čas tako en izbriše, ker mi, ko smo šli danes v eno oddajo, recimo,
15 minut si aktualen, potem je pa že drug band za tavo, pa spet naslednji, pa čez en teden je spet ta oddaja, pa so novi. Tako da, če nisi nekaj dobrega prinesel, si se hitro za časom zbrisal. Torej, zdaj, že večkrat povedano, si seveda vnuk Slavka Avsenika. Ime, ki ga najbolj slišiš vsak dan v življenju. Slavka Avsenik verjetno bil en Slavko, ki je bil naš, za poslušalce, za občinstvo, gledalce, in je bil en Slavko, ki je bil pa po mojem zgolj vaš dedek, oče, mentor, navdih. Kakšen je bil? Ja, jaz sem ga v bistvu imel v svojem življenju 25 let, od približno 60 leta starosti, in jaz sem njega drugačnega Slavkota spoznal, kot recimo moj oče ali pa bratje, ker v njihovem obdobju on veliko hodil okoli in igral, a ne, on je bil tudi po cel let v Nemčiji, pa v tujini, in je družina njega šla na koncerte obiskati, da so ga sploh videla, ne? Ali pa da je za en dan domov priletel, pa jih pozdravil, ubil, pa šel nazaj igrati, tako da tega se danes ne moremo predstavljati. Mi imamo avtoceste in tudi če gremo za 4 dni gor, smo zadnji doma, pa gremo spet nazaj gor. On je bil pa res tako, kot ga vidimo na posnetkih, zelo ljudski, zelo tak ljubeč človek je bil. Tudi če se ni dobro počutil, rad v bistvu se en sprejel ljudi in ni hotel nikoli razočarati, zmeraj je hotel tak dober vtis narediti in ga je naredil za kakšno tako hecno izjavo ali pa da je nekaj novega povedal, da kaj novega ustvarja. Skratka, zelo zanimiv je bil in jaz po šoli sem velikrat k njemu prišel v dnevno sobo v Begunje, se zraven usedel, pa sva počasih televizijo gledala, ali pa se je kot neka taka res knjiga z novo zanimivo zgodbo odprl in povedal stvari, tako, kot da bi film gledal, ampak pač iz prve osebe bilo res zanimiv. A je res bil tako zelo ljudski, ker zdaj govorimo o mojem otroškem spominu, seveda. Meni se je zmeraj zdel, kljub vsej prijaznosti in dobri volji, zmeraj malce strog. In tak, zdaj se nekaj perfekcionističnega je na obrazu in se je zmeraj ena, ta je moja percepcija, ena umetniško distanco, nisem zdaj popoln veseličen. To sigurno ne. Ljudski v smislu, tako rečeva, avtoriteto je imel predvsem na odru pred bendom, ker je hotel, glede na to, da je on svoje ime izpostavil, da je publiko nagovarjal toliko in toliko let, je hotel tudi publiki zmeraj dati kvaliteto in on tak pogled, ki ga je imel na odru za glasbenikom, ki je šlo za res, je bila koncentracija 100% pri glasbi. Pa pri publiki, ne zdaj toliko na zabavi, kakor pa dobro muziko moramo dati, ne. Medtem, ko ljudje, ki so prišli v Begunje k njemu, ne samo, da se čas vzel, pač, če je kdo rekel, gospod Avsenik, izmeri rekel, kar Slavce rečete, pa na ti, pa slikati so se hoteli, pa tako, ljudje so se sorte ideje imeli, in danes recimo jaz vidim pri naših domačinih, kako podpirajo njega vsakič, kaj je kakšen tak praznik, recimo njegov datum rojstva ali pa smrti, spustijo begunski gasilci čez ta stolp, njegovo glasbo, 2-3 komade, tako da to dumi po kraju. In tukaj je res ta povezava, ki je on ustvaril ne samo zaradi glasbe, ampak tudi kot človek, da ni obremenjeval kraja, ker so vsi, ki so obegne prišli Avsenik. Meni je včasih bilo zaradi sošolcev pa tega naroda, zdaj pa samo o tem se pogovarjamo. Ne, v bistvu res ljudem zmeraj nek tak pozitiven zgled dajo, po disciplini, po delovnosti, pa na koncu tudi kot človek ostal in ni zahteval nekih nagrad, pa nekih titul, pa tako, ampak on je rekel, največja nagrada je ta zvesta publika. Imaš najljubši spomin nanj? Ja, veliko spominov je teh 25 letih, ampak ko sem se okoli njegove harmonike začel sukati, to mi je bilo, so se res še bolj zbližalo, ker on se je veselil, da sem jaz pokazal interes. Jaz sem se pa res veselil, ker mi je to veliko pomenilo, kot prvo, da je on starata bil, pa kot Slavko Avsenik, ker sem res vedel, jaz tudi njegovo glasbo sem preposlušal tako 1000 komadov, in pa so še nemški posnetki in se mi je zelo dopadlo, da je včasih pozabil on kakšen naslov in je mene vprašal, kako je naslov od kakšne pesmi, tako da ki so bila okoli harmonike, so bili sigurno vame najlepši spomini. Če na hitro povem, jaz smo vajo njegovi teti v Ljubljani in on je rekel, nič se ne sliši, nič me ne motite, jaz bom itak poročila, vi ste od spodaj, kar špilajte. In vadno skladbo Srečno novo leto, ki bomo zdaj tudi v taboru igramo. Naenkrat se za mano odprejo vrata, ko sem se obrnil, da bi pogledal, kaj je bilo, je z desne prišla roka, je bila že na harmoniki, takole zašpilajte, pam, 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 pam. Fantje, super ste dio. In je zginil kot duh. Ampak tako, rekel, on je 20-30 let že ni več aktivno igral, prišel je dol, roka je dal na harmoniko, tisto v akordih mi je zašpilal, fantje so imeli odprta usta, jaz pa še sploh nisem dojel, a je bil zdaj on klej, ni bil, ko sem zdaj tole videl, kaj pa slišal.
Tako da je bil ful spodbuden in res zakon starata pa zakon Slavka Avsenik. Mnogo manj pa vemo o tvoji babici, gospod Brigiti. Eno tako zelo enodimenzionalno javno podobo imamo, ne, ta tiha ženska iz ozadja, ki je bojda podpirala vse vogale, ampak po meni je bila mnogo več od tega. Kako se je ti spominjaš? Zame sta bila oba borca, pa velika vzornika, v smislu tudi, kako se spoprijeti z življenjskimi usodami, ne, z zgodbami. Ona dva sta v letu 57 izgubila 2 hčerke v nesreči in to sta bile stare 2 pa 4 leta, ne, se pravi, približno toliko sta zdaj moje dve. In si ne znam predstavljati, da sta se tako pač pokončno držala, to je res tragedija, ker pravijo, da se ti hujš ne more narediti, tako da si nočemo niti predstavljati. In vsem je on potem ta ansambl, ne, v 60-ih, v 70-ih to glasbo tako močno naredil, jaz mislim, da se je tudi z glasbo festolažil, predvsem pa tudi mama, da ni rekla, Slavko, zdaj pa bodi doma, jaz te rabim za sebe, se moram sestaviti, pa ne moram naprej pa tako, ampak je res, sprejela je čisto vse, kar so bili izzivi, tukaj je bilo tudi ogromne pošte od Fenici iz tujine, ona je pa vse odgovarjala, vse dobila, tako videla, ne. Tako da, kaj sta ona dva bila za ena človeka Terminatorja, pač to ne pomeni, sploh pravim tudi mama Brigita, ker on je šel, pa je imel družbo, imel ansambl, imel publiko, ona je bila pa doma sama z otroci, tako da nas je tudi tako vzgajal, da smo na noge gledali kot heroja, ki je zelo veliko pripomogla, da je ta muska pač prišla tako daleč. Je bila ta tema, te družinske tragedije, kadarkoli sploh tema v družini, ali je to nekaj, čemer ste se povsem izogibali? Ona dva nista nikoli o tem govorila, sta govorila pač, da sta bile to 2 punca, ne, Saša pa Irena, jaz zaradi Saše imam tudi tako ime, da sem Sašo, to sta moja starša potem tako zbrala. In nista hotela govoriti, kaj in kako je bilo, tako da veste, ona dva edina, vemo samo, da sta se punce zadušile v dimu, ker sta se z žigacem igrale, vemo, da sta se zastrupile, to zgodbo pač poznamo. Ostalo pa, tako kot sem rekel, jaz sem mata enkrat o tem vprašal, to je zelo tako zdaj osebno, sem rekel, v kaj si verjel, da si čez to šel, a ne, čez vse te izzive, in je rekel, zmer sem verjel, da bo jutro boljše. Močno. Meni smo pravzaprav prvi slišali na pogrebu, ne? Ja, na pogrebu pa v bistvu na nagrobnem kamnu sta napisane, a ne, zdaj, starša sta pa zdaj spod Slavka pa Brigita. Tudi sam prihajaš iz velike družine, si najstarejši od 5 sorojencev, bratov in sester. Kako je bilo odraščati? Po mojem ne zelo mirno. Jaz sem bil to najbolj poreden, mislim, najbolj priden, dokler sem bil sam, pa ko se je začela pozornost deliti na 2, na 3, na 4, na 5, sem bil pa kar želen pozornosti, tako da, ja, moje sožalje tam malim, ampak zaradi tega imajo trdo kožo in se znajo boriti z izzivi današnjega časa. Kakšni so bili vaši adventi in božiči, decembra sva? Super, zaradi tega, ker moja mami je bila tako tudi malo, kako bi rekel, delala je to dizajnersko modno šolo, tako da je bila zelo spretna v risanju, v oblikovanju, in smo delali recimo, da smo s folijem barvali, pa da smo imeli lepo ukrašen drevesce, da smo delali okraske, svoje adventne vence in tako. Tako da imam zelo lepe take likovne spomine in je bilo fajn, ker je bilo drugače, kot samo risanke pa igrce, ampak ta povezanost, pa da nekaj s prsti delaš, da se nekaj naučiš, ker stvari vidiš, da znaš pa je tudi drugače cent, ker so nekaj postavljene na mizo, da rečeš, aha, so se mogli parkrat zbost, da so tole sestavili, pa potrpljenje imeti, pa ne tako. Tako da to učenje, da spoštuješ druge, smo zmer se nekako ob delu učili, kar se pa samih praznikov tiče, pa do svetega večera smo zmeraj bili v šoli, delovni, ko je bil pa božič, smo se pa z družino umirili, dali na kavč, poslušali Plato, Data Slavkota, Zvezda na nebu, pa poje otroci tak čakali, a bo kaj pod smrekco. Tudi sam si zdaj oče, deklic. Kakšen oče si? Ne znam oceniti, ali si zelo strok, ali ne, ker tak nekje vmes mi deluješ. Stric mi je dobro dal na svet, je rekel, v ansamblu, v družini, probaj imeti besedo pred sabo, ne strok, ampak jasen. Se pravi, da postaviš pravila in potem, da se jih tudi držiš. Tako da jaz moje punce nikoli, da bi zdaj kaj iz agresije, ker me kaj razjezita ali pa da ga kaj ušpičta, da bi se na njih emocionalno znašel, ampak po nas je veža. Jaz rečem, lej, to pa tole naredi, drugače greš v vežo. In po ne naredi in pri meni veste, ker rečem 1, 2, 3, kaj 3,
če ne boste tisto naredili, kar se pričakuje, jih bom jaz v vežo predstavil. Tako da ponavadi žena šteje do 5, pa do 10, pa tako, ne je to, ona rajše malo šteje, ker reče, se bo, jaz pa hočem pa takoj. Ampak se mi vidi, da je to super, no, ker dejansko, ko pridem domov s turneje, se imamo ful radi, pa tudi ta spoštovanje nekako, da ločimo zdaj igra pa hec, zdaj pa ti ni več za heca, zdaj bo pa ti počas začel štet, pa bo pa veža. Ta veža tako srhljivo zveni. Ja, mislim, veste, da je v bistvu to kot kaven, a ne, in jih je že zdaj sram, da če bi bila ena, bi bilo 7, bi kar da imel vežem cel dan not. Tako pa, ko sta dve, pa skozi malo tekmujeta, kjer je bolj pridna, kjer je bolj pojedla, a ne, in je malo sramotno za nje dve, zdaj pa spet sem ga polomila, nisem bolj pridna po vežo. Pa še Božiček načnal prinesel. Pišuka, ne. Sklepam, da ena uspešna glasbena kariera in družinsko življenje, da se bolj prineseta en tak občutek slabe vesti. Mislim, da ga mnogo glasbeniki poznajo, glasbeniki, ki so veliko na poti. A te spremlja to, kako si se sam sabo pogovoril okrog tega, okrog te prisotnosti, neprisotnosti? Se spomnim, ne vem, Alfi Lipič mi je nekoč razlagal, da mu je sin nekoč rekel, ne, da bi pa rad šel od njim na smučanje, pa niso šli in ne, tako pa enih zgodb. Ja, meni, spet se vrnem na COVID pa na pandemijo, jaz sem bil takrat veliko doma, tako da ta mala, ki se je rodila, smo čisto drugače imeli odnos, ker sem bil skozi doma, skozi prisoten ob vsaki stvari in smo se veliko bolj povezali že v zgodnjih letih. Ta velika je bila navajena, da sem, pa da ni, pa je samo 2 leti razlika. In sem se pri Tavelki pa še malo bolj potrudil, da če smo imeli zimski dopust, da sem res vsak dan v Kranjsko goro pelal na Vlečenco in da sva se učila smučati in da sem se pač tako povezal, ker tukaj mi je ogromno žena pomagala. Ne bom zdaj rekel, da sem izključil svoje prijatelje iz otroštva, pa da sem, ne vem, se zelo zaprl, ampak dejansko dam družini prednost in nimam hobija svojega, ampak imam rekreacijo, da gremo športati, da delam glasbo. Potem je pa te glavam prosti čas zame res družina, da plavalce beremo in da sem z otroci. Tako da veliko tudi pozitivnega dobijo, ker prepiram kakšne knjigce, stripe iz tujine, tako sem jaz dobival, pa ob drugačnih časih sem jaz rekel, kar drugi ljudje. Večina ljudi bo za Božič pa za nov let skupaj, mi za Božič bomo, za nov let pa namo skupaj, ampak bomo pa januarja praktično potem 3/4 meseca skupaj, ker pa drugi ne bojo, tako da so sladko kisle zmeraj. Ja, imaš pa nimaš. Doživlja tvoja žena usodo tvoje babice? Na kakšen način? V tem večnem pogrešanju moža, ampak mislim, da ni tako ekstremno, ne? Ja, jaz se potolažem, pa ona zmeraj reče, Sašo, drugi cajti so, sploh me ne primerjati s tem. Jaz se pa potolažem, da imamo danes FaceTime, pa WhatsApp, pa da se lahko na videoklic, basist je imel pred mano že 3 otroke, tako da sem videl pri njemu, kaj pomeni 10 minut pred nastopom na oder video ljubčka poslati, pa lahko noč reči, tudi čez telefon kregati svojega otroka, ne. To včasih ni bilo možno, ker Ata Slavko, ki je šel v tujino, so včasih imeli pisma, ki niso vedno prispela, govorniške te so bile, ko se reče, govorilnice so bile, ne, se pravi, niti niso imeli telefonov v vsakem hotelu, pa tako, so imeli veliko večje izzive, tako da zdaj pa, ko sem rekel, so pa še te povezave z Karavanka, ki jih je včasih ni bilo, smo mi v bistvu v 3 urah München pa nazaj, ne, in so povezave veliko boljše, tako da ženo se zavedava, da je nek davek, ampak so pa tudi pa druge prednosti. Občinstvo v tujini vam je ostalo pravzaprav zvesto, ne? Tudi generacija iz teh originalnih Oberkrajner časov in novo. Koliko jim kaj poskušate z ansamblom ugajati njihovemu okusu? Najbolj ugajamo, če ostajamo zvesti sami sebi. Jaz sem to z njimi govoril, z ljubiteljmi, z organizatorji, ker pravijo, mi imamo tukaj take muzike, ki delamo svoje dost, mi ne rabimo tukaj bobnov, mi ne rabimo tukaj modernizacije, mi vas gor povabimo zaradi tega, ker hočemo slišati ta prav kvintet, Avsenikovo to glasbeno izročilo. Tako da mi smo 2010 pelali v Nemčijo sabo bobne in so te stari rekli, super ideja, mlade boš navdušil, top. Pa so pa mladi prišli, pa so rekli, da ne bi če videti, koliko so vsi komercialni in so tisti bobni ostali pri kolci in smo igrali takrat gor šotor 4 ure samo Avsenika in točno to smo dali in so znoreli, bili navdušeni. Tako da nikoli nisem imel občutka, da nas oni hoče podrediti, razen na televizijskih oddajah, ko so rekli, oblečite si kavbojke ali pa vas ne bo, dajte boban zraven ali pa vas ne bo. Pa sem je rekel, pa nas ne bo.
oblečen kavbojke, pa tam bo background, ampak eno skladbo bi zmeraj rad pokazal, kaj mi smo, da ne bojo ljudje narobe dojeli. Pa mi lahko gremo v nek crossover, pa neke hibride, pa to, ampak eno skladbo na televiziji hočem, da ne bojo ljudje imeli občutka, da smo mi kaj kam zašli. Pritiski pa so zmeraj bili, ampak smo se jih otresali. Koliko prevajate, spomnimo se Halo Kleine Maus, eno bohu za pomoč, bo ostalo pri tem ali je tega še več? Trenutno sem zelo bil presenečen, ker je boha v nemščini, v angleščino bi jo tudi rad dodal, ker ima Luka Sešek super način, kako angleško govori. So nas pa prehiteli Japonci, ker zdaj že japonska verzija obstaja, imajo na japonskem 4 mlade kvintete, ki zdaj to igrajo po šotorih. V japonščini? V japonščini, se da na YouTube pogledati. A znaš vse naslov? Ampak Japonka je prepela, ona je pela malo tele avstrijske pa slovenske standarde, tako da je ta stil leži in je očitno na internetu zasledila še ta komad in so vzeli v repertoar za še boho. Ampak zanimivo, da je v japonščino spremenili. Se mi dobro zdi, čeprav ne vem, kaj delajo, nekaj imajo ene rokavice, pa nekaj mahajo, pa eno koreografijo so naredili, pa kako dakajo, ampak to, pa nizozemščina, to moram povedati. Nizozemci so ne pohotili komad ukrast. Kako si to izvedel? Prijatelj mi pošlje in reče, poglej, cover so naredili tukaj na Nizozemskem in ni bilo nič prijavljen, niti dovoljenje za nov tekst in tako, ampak kar video spot, pa tako orang produkcija, pa menedžerka pošlje gor, kaj se dogaja in je zvedela, da je nizozemski zakon tak, da če se v pol leta avtor najav, vse pravice lahko njim gor ostanejo, ker Nizozemska ščiti svoje glasbenike. In hvala Bogu, mi je prijatelj poslal in so naredili iz bohe Rititi polko. Ampak pač isto. Zvenijo betavno, ne? Ja, buher, ja. Bi jih malo v vežo poslali. Veža je top. Veža je top, ne. Tvoja sestra se vse bolj uveljavlja, mislim, pravzaprav že zelo uveljavlja na glasbeni sceni. Koncert z Bočeljem, novi komadi. Šla je pa spet v eno čist drugo smer in je bolj popi, a ne? Ja, to je to, kar sem rekel, da smo bili vzgojeni, da cenimo ta znanja različnih glasbenikov in žanrov in tako, kot sem rekel, da smo zatem stavkati kakšen Pink, smo tudi imeli radi Dragojevića, vemo za Bočelija. Glavno, da se je čutilo, da je glasba bila neka taka srčna in da ni bila agresija proti nečemu, ampak da je bila glasba povezovalna. Tako da Monika je šla v Perpetuum Jazzile, pomagala pa sodelovala tudi z mojim ansamblom na turnejah, da smo imeli tako kar vsi neki prejšnji dve pevki, tudi to smo že delali, pa še kdaj bomo. In Jan Plestenjak, kjer je ona tudi vokalistka z Anžetom, z njim možem, zdaj sta poročena, gre sta tudi v Hrego Ravniku, pa ne vem, v raznih filmih jo zelo vidim, tako da po mojem, da sploh nisem ne tekočen, kaj vse dela, sem videl, da je cel december pester, ampak tole z Bočelijem je pa tudi neverjetno vso, da se je zgodila in smo vsi potne roke, ker jaz sem bil v Nemčiji, sem imel koncert za 4000 ljudi, pa sem bil bolj za kako preko, a bo ali ne bo, Arena Pula, pa niti vajeni sta imela z Bočeljem, zdaj je pa kar na odar, pa v italijanščini pela, kako bo to šlo, si nisem znal predstavljati. Nekoč je pela z njim, mislim, da Sabina Cvilak, da mislim, da tudi kar, Bočelj ima rad Slovenke, očitno, ne? Ja, nekaj imamo s temi Slovenkami, pa z Bočeljem, kar je super, ker trg je velik in da tudi na Poljsko napela italijanske pevke, ali pa avstrijske, ali pa nemške, ali pa poljske, da vzame Slovenko. Je to neverjetno poklon za mojo sestro. Ti je všeč njena glasba, ki jo ustvarja, se ti zdi, da izživlja v njej svoj potencial, ali je to začetek? Všeč mi je, kako se je lotila, sploh, da je to kvaliteta, se pravi, da ni zdaj nekaj en synthesizer, pa probamo nekaj, pa ni to, da nekaj je, ampak first se potrudi, ona first razmisli, super glasbenike ima, skozi svoja prijateljstva, ki jih je skozi leta pletla in zelo se poglobi v te videospote, ker tudi oni fotografijo študirala. Tako da bom rekel, da vse dela prav v končni fazi svoj glas ali pa svoj podpis v glasbi razvija, svoj rokopis in to ne pomeni, da ni ona za narodno zabavno, ampak to, kar so se prej pogovarjala, da živi tudi neke svoje sanje in trenutno svoj glas v temu najbolj sliši. 21. decembra se vaša zimska pravljica seli v mariborsko dvorano Tabor. Za tisti, ki nismo bili v Tivoliju, da nas malce namamiš, kaj se bo dogajalo. A ta intervju bo cela Slovenija videla, pa slišala. Pa ne smem reči, da bi v Tivoliju generalka za Tabor.
Najbolj tam všeč. Zdaj, če to vsi vidijo, pa ne bom to rekel. No, skratka, super premiero smo imeli v Tivoliu in mi smo pa v Taborski dvorani igrali po 2-3 pesmi, ker smo bili v silvestrski oddaji. Bili super sprejeti in smo si rekli, lahko si upamo, ker je to Štajerska, ki ima rada slovensko po domačo muziko. In če smo bili za 2 komada dobro sprejeti, pa mogoče tudi za 2 uri. Tako da obetamo si veliko, predvsem veselje od naše publike, 15 let smo na poti, tako da malo smo že spoznali, za koga in kaj igramo. In taka zelo plemenitena zgodba je, ker imamo orkester gor, zbor, program je pa sestavljen tako, da je nekaj teh zimzelenih pesmi, ki ne smejo manjkati na Avsenikovih koncertih, nekaj pa tudi takih pesmi, ki mogoče na veselicah ne dobijo mesta, ker so božične, ker so sporočilne, ker so bolj za usesti pa za uživati. Tako da Tivoli nam je nekako bil potrditev, da je program pa scenarij ta prav, ker nas zdaj kličejo tudi domačini, se po glavi tolčejo, rečejo, zdaj moramo pa do Maribora zaradi tega, ker smo Tivoli zamudili. Počasi zaključujemo. Torej prazniki so pred vrati, sliši, torej očitno ne boš prav veliko doma. Kako bodo izgledali? Sreča je to, da nimamo 14-dnevne turneje v Nemčiji, ampak zdaj grem za 4 dni v Švico. Potem so pa nastopi po slovenskih odrih, kar je spet sreča, da sem cel dan lahko z mojimi doma in pa potem zvečer grem delati, ker grejo otroci spat. Kje boš za Silvestra? V Velenju. V Velenju. V Velenju bomo na trgu, tako da prvič, da gremo izven Gorenjske silvestrovati z mojim ansamblom. Za martinovanje pa se vrnete na trg Leona Štuklja, verjetno prej ali slej, ne? Ja, vse je treba zmeraj dolgoletno. Mi smo zdaj v Plenici super naredili dolgoletno strategijo in tudi Klelo Matic je naš kitarist na vezi z vašimi organizatorji mariborskimi, tako da sem prepričan, da pletejo eno noro zgodbo poleg Tabora, da ne bo vse pri Taboru ustavilo, ampak da se še naprej razvija. Super. Sašo, čisto za konec te moram že vprašati še vprašanje, ki ga zastavljamo čisto vsakemu gostu slačilnice, pa še kar ne vem zakaj. Okay. Koga se nikoli in nikdar ne bi želel srečati v slačilnici? Ni potrebno biti opolzek. Ja. Koga se ne bi želel? Ja, kakšnega preveč veselega ali pa preveč jezenega človeka, da bi zdaj nekoga imel pred sabo, ne vem, ampak Bog ne daj koga kamena ne mara, da bi bil jaz v nekem podrejenem golem položaju. Samo res, a veš, ko še eksta, ne prijetno? Ja, da bi zdaj, ne vem. Prav ene sebe se ne znam predstavljati, ker načeloma nisem tak, da bi neke zamere kuhal, ampak mogoče največ distance imamo s politiki, ker je formalno, ker so, rekel, tako jih spoštujemo, kakor lahko, kakor nam dovolijo, da jih spoštujemo, ne? Ampak ja, mislim, da s politiki ne bi hotel biti, razen če so fulutski. Pred njimi bi se tudi jaz zelo zagrnil v vas. Ja, oni v kravatah, mi pa zelo gatah, to ne ve. Tak, ja. Ni šans. Sašo, ker je ta čas, čas odprtega neba, ki posluša, kakšna želja za 2025? Jaz sem zdaj, če se navežem na Tivoli, videl nekaj, kar me blazno navdušilo in to je bilo 4300 ljudi. Ne zdaj, zato, ker so bili pri meni, ampak navdušeno je, kako se znamo Slovenci povezati v športu, na koncertu, tako da bi si res želel pozitivne energije, pač svet se sooča z res resnimi izzivi in ko sem videl Tivoli, da se znamo takole povezati, bi si želel čim bolj povezanosti, skupaj držimo dobrega zdravja, kameradstva, tako da vse najbolj za Slovenijo 2025. Če ne greste vsi skupaj v vežo. Saša, najlepša hvala za čudovit pogovor, hvala, ker si prišel v moje Roza kraljestvo, upam, da ti je bilo prijetno. Hvala za gostoljubje. Rozi je uživala, očitno, zdaj smo še malo bolj razpokali. Dragi naši, hvala pa tudi vam, ker imate v življenju očitno dovolj časa, da spremljate podcast Slačilnica. Spremljate nas še naprej na vseh kanalih, večer tudi v tiskani, zdaj vse smo povsod, konec koncev. In vse veste, ne? Kar se zgodi v Slačilnici, ne ostane v Slačilnici.